V Gornji Radgoni lastnica razgibanega 110 kvadratnih metrov velikega stanovanja zatrjuje, da ima rada malce kaosa. V interjer je umestila vse, kar je pri srcu in tako vzpostavila bivanjsko dinamiko. Opremljanje tega stanovanja je potekalo kot eksperiment. Lastnica je v njem združila družinsko dediščino in moderne detajle, ki skupaj pričarajo toplino in domačnost. Ta stavba ima kar zanimivo zgodovino. Na mestu te stavbe je stala prejšnja stavba, ki je bila med vojno 91. leta tudi porušena. Prvotno je bilo to stanovanje namenjeno ureditvi bara, vendar smo se ob nakupu odločili, da bomo v tem prostoru uredili manjše stanovanje. Zato smo zaprli stopnice, ki so potekale po samem stanovanju in uredili stopnišče, ki poteka ob stanovanju. Ker pa višina stopnišča, ki poteka ob objektu, ni sovpadala z višinskim nivojem tlaka v stanovanju, smo uredili manjši podest, po katerem se preko stopnic spustimo v osrednji prostor. Zaradi te posebnosti, da ni vhodnega prostora ali nekega hodnika v samem vstopu v stanovanje, smo imeli izziv, kam pospravljati čevlje. Zato smo uredili prostor za pospravljanje čevlja pod samo stopnišče in v podaljšek kuhinje, kjer je nizek element primeren za sedenje in kamor odlagamo čevlje ter copate. Je bil ta ambient odprt vse do slemena tudi na začetku? Ne, ob samem nakupu je bil to en velik prostor brez pregradnih sten, predelnih sten. Objekt je bil zelo visok in je kričal potem, da ga dvignemo še za eno nadstropje, kjer smo uredili spalnico in nišni kotiček. Spalnica je oblikovana kot galerija, v katero se steka svetloba iz južne in severne strani. In to kar od spodaj navzgor? Ja, tako, iz dnevnega prostora. V galerijo vstopamo preko stopnišča, ki vidim, da služi tudi kot nekakšen regal za knjige. Ja, tako je. Knjige sem zložila na rob stopnišča zaradi tega, da ne bi otroci tekali po samem robu. Drugače pa je v stanovanju izkoriščen vsak kotiček. Tudi nad zunanjem stopniščem je urejena shramba za gospodinjske pripomočke in tudi knjižni kotiček, ki je povezan z spalnico v galeriji. Po poklicu ste notranja oblikovalka, pa me zanima, če ste morda tudi zase izdelali kakšen načrt za opremljanje, kot bi to naredili za stranko, ali ste se drugače lotili vsega skupaj? Pri delu s strankami sem vedno omejena s tem, da moram vedeti, kako bo objekt oziroma interjer izgledal še pred samo izvedbo in to idejo tudi vedno posredovati stranki. Tukaj v svojem stanovanju tega načeloma nalašč nisem želela. Želela sem opremiti stanovanje postopoma, po korakih in po trenutnem navdihu. Le za kuhinjo sem izrisala načrte. Želela sem točno takšno kuhinjo, kot sem se zamislila, in tudi otok mi je bil zelo pomemben. Kajti tudi, ko pridajo prijatelji, smo najpogosteje zbrani tudi kar okoli kuhinjskega otoka. Lastnica je v barvno paleto mansarde raje kot izrazito žive odtenke, ki se jih hitro naveličamo, uporabila zemeljske in pastelne tone ter jih dopolnila s turkizno modrino. Skrbno in iz raznih koncev je izbirala notranjo opremo. Viseči naslonjač, preproge, razno dekoracijo in zemljevid sveta je naročila preko spleta. Počivalnik in dotrajane ležalnike Rex je dobila v vrtcu in jih dala obnoviti. V stanovanju je veliko restauriranih kosov,
To mi ureja moj tast, med njimi tudi zelo stara omara. Potem pa mi veliko pomeni tudi dejstvo, da je v stanovanju nekaj kosov, ki so dediščina mojih prednikov. Med izbranimi kosi je potovalni kovček moje prababice, radio, ki je družinska zapuščina. Ti naslonjači, na katerih sediva, pa mi je podarila moja mama. Kupila si jih je za prvo plačo pred več kot 50 leti. Prav tako te kosmatice, tudi ti kosmatinci so iz istega časa. Moj dedek je bil mizar, zato so med izbranimi koši pohištva tudi njegove 2 nočne omarice. To je bilo zelo staro in umazano pohištvo, v katerem je moj oče shranjeval orodje. Tudi te mi je tast restavriral in so del notranje opreme v tem ambientu. V otroški sobi vidim eno posebno sliko. Kdo je upodobljen na njej? Ta slika mi je zelo pri srcu. Naslikala jo je moja prijateljica Tamara Vogrin, na njej pa je upodobljena moja hčerka. V dekliških sobah domišljijo predramijo okrasne blazine v obliki oblakov, ki jih je oblikovala Martina Žilavec. V niši galerije pa si je mlada družina udobje pričarala s sestavljenimi blazinami oblikovalke Veronike Maruško. Moderna stanovanja so danes velikokrat izčiščena, včasih celo že sterilna, pri vas je pa veliko dinamike. Tudi ta spuščajoči se strop in stene, ki niso pod pravim kotom, dajo neko razgibanost celemu ambientu. V otroških sobah stene niso pod pravim kotom, kar je predstavljalo dodaten izziv, vendar me to ni motilo. Kajti z postavitvijo opreme in z barvami smo dosegli optimum. Leseno pohištvo ni identično, gre za različne vrste lesa in za različne obdelave. Enako velja za blazine. S tem smo dosegli še dodatno dinamiko in razgibanost prostora. Prav nenavadno postavitev ure imate v stanovanju. Zakaj ste jo pritrdili na strop? Strop mi je deloval prazen in zato sem mislila, zakaj bi mogla biti ura vedno na steni, zakaj ne bi bila na stropu. Poleg tega pa me je tudi zanimalo, kako se bojo ljudje zmedli in če bojo znali brati iz druge perspektive, katere niso vajeni. Podnevi je vaše stanovanje izjemno svetlo. Kako pa zvečer poskrbite za svetlobne učinke? Rada nastavljam tople barve in poskrbim za različne svetlobne scenografije. V stanovanju je veliko svetil in različnih virov svetlobe, prav tako pa je veliko tudi naslanjačev in stolov, da se kar moraš usesti in začutiti toplino doma. Tik ob zemljevidu na potovanje v neznane kraje vabi starodobni kovček. Ta kovček mi res zelo veliko pomeni. Izdelal si ga je dedek, ko se je odpravljal na služenje vojaškega roka. Bil je mizar, zato si ga je izdelal sam in je ostal točno takšen, kot je bil takrat. Tega nisem želela restaurirati in ga nisem želela spreminjati. V tem kovčku hranim stare fotografije svojega babice in dedke ter njunih prednikov. Na kovček pa sem položila lončnico kot simbol, da se življenje nadaljuje.